Evo, živijo, dobrodošli vsi v novi oddaji Popotniškega snepa. Jaz sem Rudi Medved in sem eden od moderatorjev oddaje in, nekaj na hitro oddaje, preden gremo na našo današnjo gostjo. Organizator oddaje Popotniškega snepa je Popotniško združenje Slovenije. To združenje povezuje youth hostle po Sloveniji in deluje na področju mladinskega in trajnostnega turizma. Eden izmed projektov naših je poleg tega snepa, je tudi spletna revija Globetrotter, ki je polna takih novic in nasvetov za posebna in drugačna potovanja, tako kot jih slišimo v tej oddaji. Eden od naših partnerjev pa je tudi organizacija Mladi Maribor. In, zdaj gremo lahko v našo oddajo. Z mano je danes, Marjana Grčman. Marjano mislim, da bo že kar dosti ljudi poznalo iz, TV ekranov, sicer je voditeljica oddaje Najlepše in, mislim, da kar po novem, predsednica Društva turističnih novinarjev Slovenije. Tako je. Živjo. Živjo. Dobro špico imate. Je, na novo to. Ja, se mi dopade. Okej, Je taka super. živahna. Pa tako, ko se v živo oglašaš, a veš, je tako, kot da imamo vklop na televizijo, ko se tako odšteva. Bam, 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 in pol si noter. Tako da, super, mi je všeč špica, všeč intro, tako da, in všeč tudi ta džir, ki ga imate že eno leto, ne, s tem, popotniškim snepom. Hvala, si se počutila kot v službi, pol, da greš v veter. Ja, skoraj tako, ja. Moram pa reči, da vas spremljam kot študente turistike in se mi par od vas dopade, no, tako da ste dejavni na terenu, da vam je mar za turizem, tako da tudi Dejan Križaj je rekel, da v bistvu vztraja v tem poslu tudi zaradi tistih nekaj vas, ki tako entuziastično verjamete v turizem, ki ni posel, ampak način življenja. Ja, se trudimo, vedno je lepo to slišati, tudi glede Dejana, da vztraja zaradi tega in tudi mi nekako skupaj z njim pol, tako da je vse vzajemno. Ja. A ste že vzeli turizem kot način življenja? Jaz mislim, da ja. Ker zdaj res vse, kar delam, je praktično čez 24 ur je povezano nekaj s turizmom, na en ali pa drugačen način. Tako da, ja, dejansko sem zdaj čisto v tem, Ja. modu. Če me boš vprašal, kaj mislim, da je turizem, sem našla odgovor v eni izmed pesmi Kajetana Koviča. Mislim, da se kliče Hoditi. Čakaj, kako že gre? Ne zato, ker moram, ne zato, ker hočem, ampak ker drugega razen te hoje tukaj ni. To se mi zdi ena taka definicija turizma, a veš, nenehno premikanje, nenehna hoja. To se mi zdi turizem. Raziskovanje, popotništvo. Ne zato, ker hočeš, ne zato, ker moraš, ampak ker tu razen te hoje drugega ni. To se mi zdi, da ful dobro definira mene samo pa turizem. To premikanje, ta dinamika, ta občutek živosti s tem, ko se premikaš. To mi je the best v turizmu, na primer. Živost, ne. Živega se počutiš v turizmu. To pa lahko potrdim, ja, kjer pa res ni dolgočasno, je pa če delaš v turizmu. Tako, Ja. ne more biti ena, tudi če bi rekel, da je mogoče, tudi če okej, vsak dan gosti prihajajo, tudi če so eni isti gosti, ker so to pač ljudje, smo pač ljudje, je zmeraj nekaj, ena spremenljivka je neznana, tako da je zmeraj lahko kaj, nekaj nenavadnega, nekaj, kar ne pričakuješ. Ja, res je. Pa bogatite v bistvu, ne, to nenehno raziskovanje, ke te sili, da nisi na miru, ne. Na neki način rasteš, bogatiš se, no. Seveda na drugi strani izčrpavajoče, če si v kontaktu z ljudmi, no, samo ti pa na neki način ful enih stvari daje. Ta branža, ne. Ja, jaz tudi mislim, ker si skozi v stiku z ljudmi, ki niso iz tvojega domačega kraja, in to je Ja. ful pomembno za neko, tako da, ja, mogoče da kaj novega izveš, se nekaj naučiš, tudi če mogoče se tega ne zavedaš, ne, si misliš, okej, spet eni gosti, ampak ti dejansko, sploh če si malo odprt za to, ti daje ful, več kot ti vzema lahko. Absolutno. Jaz sem pogosto hvaležna za te priložnosti, ki mi prinaša turizem, no. Ravno zadnjič sem bila na severu Francije na eni študijski turi, na severu, ki je bila evropska gastronomska regija. In sem se domov vrnila tako prav hvaležna za take izkušnje, za ljudi, ki jih tam srečaš.
A veš, ke se na enem kupu zbere, ne vem, ene 5 modelov iz različnih koncev sveta, ki se sicer ne bi nikoli našli, ne, in modrujemo in smo tam in, raziskuješ neke zgodbe, ki so ti predstavljene drugače kot novinarju, ne, in, lahko stopiš globlje, bližje ljudem, sami tematiki, no, in sem se počutila tako hvaležno za na poti nazaj, ke sem potovala. In to se mi pogosto dogaja, no, tudi pri snemanju oddaje Najlepše, pač če snemamo v Sloveniji, ne. Ta Tudi v hvaležnost. Se ti še zmeraj tako, ker ti si pa zdaj že res, mislim, ne vem, koliko oddaj točno je bilo, ampak Tudi jaz ne. ogromno Slovenije si že dala skozi Ja, in ti ja. je še zmeraj pol zdaj, ko greš spet, ne, kako še zmeraj to spet, ko si rekla, novo neko pot, kako spet to, kako ti spet to daje nekaj dinamičnega, da ni spet okej, ne vem, sem že bila na Štajerskem, zdaj mi je to spet isto, tako kako ti rata te nove stvari doživeti? Vedno znova se rada odpravim na pot, ampak vedno znova se odpravim malo s cmokom v grlu. To si omenil, pač na primer Štajerska. Veš, vsi poznamo neke ikonične znamenitosti določene pokrajine, ampak znotraj tega se skriva pa toliko mini zgodbic na mikrolokacijah, ki so totalno svetovno zanimive. Tako da mene sploh ne zanimajo več in Bled in Lipica in te, a veš, hrbtenice slovenskega turizma. Me zanima iz drugega stališča, pač kot neki poslovni model upravljanja destinacij. Ampak tam prostor, kjer so pa zares zgodbe, ne, so pa na teh mikrolokacijah, ne. In to ima pa čisto vsaka destinacija ful teh stvari. Samo pogosto se dogaja, da vodilni na teh destinacijah teh malih biserov sploh ne vidijo. Ne vidijo v njih nekega tržnega potenciala, ne vidijo v njih nekih človeških zgodb in mogoče tudi ne znajo marketinško pristopiti k tem stvarem. Ampak, glej, prav v vsaki destinaciji se najde ful mikrozgodb, ki so totalno zanimive za televizijsko zgodbo ali pa za časopisno zgodbo, ne. Samo z odprtimi očmi moraš hoditi naokoli in prave ljudi poklicati, da te usmerijo. To je to. A veš, ke si nekje, pa ti nekdo nekoga omeni, pa malo moraš raziskovati, no, ampak Slovenija je v svoji majhnosti toliko velika, da to so zgodbe za zmerom, ne glede na to, kako mali smo, ne. Glih zdaj bom šla snemat v soboto eno zgodbico, v eno na Bovškem, eno izgubljeno vasico. Ne povem še imena, ker bo na sporedu pol 22. septembra. Vasica sredi ničesar, kjer imajo terase, kot Inki in so tudi gojili, ne vem že kdaj, neke nenavadne rastline in tako naprej, ima s sloverci povezano. In se prav veselim teh drobnih zgodb. Sploh vasice sredi ničesar so meni fantastične, ne. Ja, se pravi, v bistvu saj ti ne iščeš, ne vem, novih, ker pač okej, novih vasi, enkrat jih boš dala recimo vseskozi, ne, ampak bolj, kar je Jaz novega, bi mogla knjigo izdati, ne, o tem. Ja. pol pa, mislim, tako res te zgodbe ljudi, ki se pa pol tudi spreminjajo, pa te pa niso skozi iste, ne, recimo, so Itak, pa to je pa v nenehni dinamiki, v nenehnem movu, ne, saj ljudje so tisti, ki ti naredijo neki prostor. Mislim, mene se Bled nikoli ni prav dotaknil. Zakaj? Mogoče mi ga noben ni znal na pravi način prikazati, da bi se me čustveno, emotivno dotaknil, a veš. Mogoče nobenega entuziasta, ki bi bil meni tako blizu, ni bilo. Jaz tam pa delam krivico našemu biseru, nočem tega. Ampak ljudje so tisti, ki ti, osmislijo, z energijo napolnijo neki prostor, ne. In zaradi njih se počutiš tam posebnega in zaradi njih tista infrastruktura v tvojih očeh zraste kot nekaj pa drugačnega, pa najdeš košček izgubljenega sebe tam nekje, ne. Enkrat sem ti že rekla, da ne umirajo samo hiše in ne umirajo samo ljudje, ampak, tudi hiše in vasi, no. To mi je bilo tako zmeraj fascinantno. In pol se na tisti prostor, ke ljudje grejo, ena taka čudna nostalgija poleže, ne. In jo čutiš, če prideš z odprtim srcem tja, no. Zdaj, si rekla, Bled te ni dotaknil, ne, katera bi pa rekla, da te je najbolj dotaknila, tako ali vas ali zgodba do zdaj? Tako da res bi rekla, to je to. Če je ena. Dolina Soče je zmeraj čudovita. Ampak najmanj čudovito je tista masa turistov ob Soči. Najlepše je pa tam, kamor ne znajo čisto dobro razpršiti turističnih tokov, je pa v tistih planinah gor, ne. Ker najdeš kakšno osamljeno planino s pastirjem, ki ti dela fenomenalni sir in ti pove nore zgodbe in se ti posveti in spiješ en šnopec z njim in pol greš dalje. Mislim, tam so meni in ljudje so meni tam prav
magični, malo posebni, nič narobe s tem, meni blizu, meni zelo blizu. Imajo nekaj, dišijo po Mediteranu. Druga stvar, ki me pa vedno znova navduši, je pa zaradi mistike, je pa to porabska Slovenija. Tam je pa, kamorkoli obrneš se, ti paš tisto rahlo otožnost, nekaj trpkega se je poleglo v tisto pokrajino. Zgodba o železni zavesi je meni v turizmu nora, ne. Odkrivanje vedno nekih novih detajlov, pa kake rane tisti politični režim pusti na ljudeh, ki se še zdaj poznajo, na prostoru. Porabje in naši ljudje tam za mejo mi je zmeraj fajn. Tako kot če greš čez mejo, ali v Avstrijo ali pa v Italijo. Tam se šele opomniš, kaj je zares biti Slovenec. Mi tule pojma nimamo, ampak oni ljudje tam za mejo te opomnijo, ne, ke ti pripovedujejo, kako so se borili za jezik, za vse, kako nič jim ni bilo samoumevno, kar se dotika naše domovine. In tam je doma tisto domoljubje oprano vsega političnega in rada imam take prostore in take ljudi. Tako strast mi izražajo, ne vem, no. A se to je tisto, kar si mi že razlagala, ne, od teh, pa tudi o tem, da se tam zdaj borijo za turizem za razvoj turizma, a je to? Kar Ja, si ja, ja. Mislim, v porabi tudi vi pojdite kdaj, no. Pelji svojo klapo in, študente gor, no, tam je fajn se večkrat spomniti na naše ljudi tam gor, res, ne. Je tudi mogoče naša dolžnost, nas Slovencev, da jih pogosteje vključujemo k nam, da se pogosteje spomnimo na njih, ne samo ob nekem prazniku, no. Ker zgodbe so pa tam fenomenalne, res noro drugačne od tega, kar tulele ponujamo, no. Je nekako neskladje v bistvu, kar mislim tako zdaj to, kar ti razlagaš, ne, je čisto nekaj drugega, kar jaz vidim, ko se promovira Slovenija, ne. Ja, Ja. valjda bomo prodali enemu Američanu podobo seksi bleda s cerkvico, ne. Te zgodbe, o katerih ti jaz govorim, niso za vsakega, ne, so za nišno skupino ljudi, ki jih zanima točno določena stvar. A veš, mogoče zgodovinski spomin zaradi železne zavese, ki jih zanima, kaj jaz vem. Res, tam je en specifičen prostor, sicer ke ni za naslovnice, ne, so pa take zgodbe, ke so totalno privlačne in ljudje tam so tudi, te kar potegnejo vase, no, res. Načrtujem, da bi naredila eno reportažo kolesarjenja ob železni zavesi. In tam sem našla neko ozkotirno železnico, se ne morem spomniti imena, in greš čez Lendavo gor na Madžarsko, no. Ful fajn, no, se sliši, ne. Okej, ja, mislim, tega pa sploh manjka, ne, tako takih, skritih kotičkov za kolesarjenje, za športe, ne. Ker to pa mislim, Mejo da se mi zdi, moramo. ja, ja. Pa veš kaj, mejo se mi zdi, da ful slabo uporabljamo v marketingu turizma. Ta multikulti prostor na meji, ne. Je mogoče še najboljše, kaj jaz vem, Brda to izkoriščajo ali pa Gorica zdaj, ne. Na italijanski strani, ja. Ja, ker mogoče je bila meja tam, malo bolj mehka, malo bolj prijazna z njimi kot gor na Madžarskem, ne. Mogoče tudi zato, no. Ampak ta multikulti scena, sploh zdaj, ki je pa padla meja a veš, ke so padle, s Schengenom, ne, meje s Hrvaško, se mi pa zdi, da se je tam odprl en čudovit skupni prostor. Sploh tule v Ilirski Bistrici, navezava z reko pa s Kvarnerjem. Oni so bili od zmeraj ful povezani z reko. Prej so reko videli kot Ljubljano, na primer, no, in s to mejo se jim je zdaj po mojem mnenju odprl en prostor, ke bi ga bilo vredno tržiti, no. In mi kot društvo, to je bila ena mojih prvih potez, kot predsednice društva letos, da smo naredili ful odmevno borzo lokalnih ponudnikov v Ilirski Bistrici in mene je bilo na smrt strah, ali mi bo to sploh ratalo. Ful se je medijev prijavilo in jaz s cmokom v grlu, šit, zdaj bomo pa popušili dol, ne. Ampak bilo je ful lep dogodek. In so bili ljudje z obeh strani meje prvikrat in so bili ful hvaležni, da smo naredili to, in so eni celo posle sklenili. Tako da res en lep dogodek, kjer sem imela občutek, pol ko sem se usedla v avto, da smo nekaj lepega za povezovanje ljudi naredili tam. Okej, super, ja. Pa kar opažam, da ti rada povezuješ pač to nekako zamejstvo, čezmejstvo, tako te stvari, da se pač razširi, ne, ker saj tako, kot si rekla, nimamo za neskončno, za ponujati tudi tukaj, ne, tako da je dobro pač, da se te povezave izkoristijo, no. Kaj pa je v turizmu drugega, kot da se povezujemo, a štekaš, ne?
Še premalo se povezujemo, še premalo ljudem tu vbijemo v glavo, županom mogoče, ne, da itak, da se je nujno povezovati, da sam zase nisi nič, si osamljen otok in v turizmu to ne špila. Povezovati se moramo, ker se pol rojevajo nove zgodbe, ne, in se je izkazalo na primeru Ilirske Bistrice, da imajo oni ful razvito kulinarično ponudbo in gostinstvo na hrvaški strani, nimajo pa surovin, medtem ko v Ilirski Bistrici pa to imajo. In zakaj se ne bi povezali, a veš, in pripeljali, ne vem, neko znanje v gostinstvu in da mi, a veš, svoje pridelke dol liframo in naredimo neko skupno zgodbo na meji. Zakaj pa ne? Mm. Ne? Ja, sliši se zelo samoumevno, tudi meni pač, zakaj ne, ne? Samo ko itak Ja, že v našem prostoru, že v eni vasi, se je težko kaj zmeniti, ne. ja. To je ta realnost. Ampak ja, Pa no, še saj ena mislim, stvar, da bo šlo. ko govorimo o turizmu, ful bi se bolj moglo sam sektor kmetijstva konkretno povezovati tudi s turizmom, no. Poleti sem dokončala en projekt na temo Leader Last projektov, ne vem, če jih poznaš, to je en vir za evropskih sredstev, in tam so zgodbe narejene po principu od spodaj navzgor. To je bil iz tega je nastal tudi podcast Evropske zgodbe podeželja. Skratka, midva se živiva v eni vasi in se spomniva, da bi bilo pa fajn, če bi mi imeli, ful imamo sadja in sadovnjakov, nimamo pa sušilnice sadja. In mi vsi skupaj stopimo, ustanovimo neko društvo, pridobimo denar in, mislim, da je, ne vem, koliko financirano, skoraj 90% in naredimo skupaj, ker je bila to naša ideja, sušilnice za sadje. In pol iz tega, na primer na Čatežu so nastali, turistični spominki iz tega, obnovila se je sušilnica sadja, poslovna darila so iz tega nastala, iz navadnega peharja suhih hrušk, po cankarjansko povedano. So naredili gor posel in festival škrebelnov, kot nam imenujejo suho sadje in tako naprej. Ful teh poslovnih modelov s strani kmetijstva je, ki se jih lahko ful dobro vključi v turizem. In zadevajo tudi mogoče bolj odrinjeno periferijo, kar se tiče slovenskega podeželja. In to so podjetniške, turistične zgodbe. In mogoče tudi to pogrešam v praksi, dobre podjetniške zgodbe s strani turizma. Ker niso neke čirule-čarule, samo zato, da dobimo, ne vem, 5 jurjev, ampak da dejansko nekaj spremenimo, da jaz pa ti ostaneva v neki vasi, da se ne voziva, ne vem, 100 kilometrov nekje v neki job za neko povprečno plačo, ampak da sama dva z najinimi idejami narediva posel in spremeniva svet okoli naju za tokle. Štekaš? Ja, To se mi zdi tega tudi meni manjka. Vse, kar smo zdaj pač v turizmu videli, večinoma ni podjetništvo, pač je razvoj nečesa in se dobro sliši, pa se dobro bere na papirju, se dobro da spromovirati, ampak veliko tega nikoli ne bo pilo vodo pač na terenu. In tega, Ja. mislim, tudi se na faksu to premalo poudarja, ne, ker pač podjetništvo bi moglo biti tako eden izmed glavnih, stvari, ki jih moraš poštekati, no, v turizmu. Tako, brez tega pač ne gre, ne. Ja. Pa daj na dolgi rok, da pije vodo, mislim, ne, da je pač na ta način trajnostno, ne, da se ne konča po 2 letih, ne, ampak da potlej lavfa na neki način samo od sebe, veš, kot neka valeča se kepa, ne. In to se mi zdi, Leader Last projekti se mi zdijo pa res primer dobre prakse evropskih projektov. Ne vsi, določeni pa top. V bistvu je to kot kar si prej rekla, kot neki zadružniški model, ne? Tako. Na neki način, ja, ja. A veš, ti moraš sam predlagati in kot skupnost sprejeti odločitev in si prisiljen na podlagi evropskih sredstev se družiti, komunicirati, ustvarjati. In so mi rekli, da so jih evropska sredstva naučila podjetnosti v nekih vaseh, ne. Wao. Ja, to so mi pa, ful, prav pod vtisom tega sem bila. Pač mislim, Tega ne slišiš, da nekoga evropski projekt naučil podjetnosti. ja, ampak glej, jaz zdaj gruntam tudi sama, kako bi lahko, en inovativni model vpeljala na domačem vrtu, na primer, ne. Okej, to je pa za pogledati, ja. Meni je to za ta Leader sem slišal od, kolega, ki dela v Avstriji, v tem, Osttirol regiji, v Linzu, je direktor tega regionalne turistične, ne, destinacijske Regionalne organizacije. razvojne agencije, ja. Razvojne agencije, ja. In je rekel, da oni ker je to podeželje, ne, da oni se samo s temi liderji financirajo na polno. Ja, ja. Celo podeželje. Ja, en lep primer se mi je zdel pri meni na Dolenjskem, ko so s pomočjo Leader sredstev, okej, a veš, saj to so majhni koraki, samo, a veš, z malimi koraki se začne, ne. Pri nas je šmarnica bila včasih ful popularna, ne.
Pol so pa te velike korporacije, pa te veliki in bolj pomembne sorte grozdja in tudi te, zadružni modeli so jo spodrinili. Je bila pa to avtohtona trta, ki je bilo sploh ni treba škropiti, bilo samorodenca. In so o njej mit naredili, da se ti pomračijo možgani zaradi metilnega alkohola in tako naprej. Bullshit. Isto kot po vsakem drugem vinu, ne. Samo one nove sorte, ki so prihajale, so bile spromovirane s strani teh velikih korporacij, moglo se jih je ful škropiti, veš, cel posel je bil za sabo, šmarncela pa tam na stranskem tiru za bedake, ne. Skratka, zdaj skušajo tudi s temi projekti oprati sloves te avtohtone sorte, ki preživi brez škropljenja, samorastnica, top. In so izdali monografijo, kjer so znanstveniki ovrgli to tezo o škodljivosti šmarnice. Hkrati so pa te lokalni vinogradniki kupili nek sod za, da iz šmarnice izdelujejo eterična olja, pa marmelade, pa neke sokove in tako naprej, ne. In postopoma mogoče, jaz verjamem, upam, no, da bi lahko šmarnica se pojavila v gostilnah kot en vinski dolenjski posebnež, poleg cvička, ne. Veš, to so naše stvari bile, na katere smo premalo ponosni, tudi zaradi tega sistema po vojni, ki je ful tepel podeželje, a veš, popularno je, takrat je bilo iti v mesto, da se vse, kar je kmečko, izrine in tako naprej. In to je en naglavni greh, ki se nam kot metuljev efekt še zdaj vrača, a štekaš. Mogoče ta manjvrednost podeželja nekaterih ljudi, ne, zapostavljenost tega prostora, ki se ti naseli v DNK, mogoče, ne mogoče, verjamem tudi, da je tako. In se s takimi malimi projekti lahko take stvari kot kolesje zavrti nazaj. Mislim, a veš, zdaj, da je spet moderno to, no, in da se da to tudi valorizirati, no, v neki poslovni model. Ja, saj mislim, da zdaj se malo to obrača, sploh po covidu, da so ljudje videli spet vrednost podeželja. Ja, Tako, že od parih sem slišal zdaj, koliko je, da jim je to, da prej si nisem nikoli predstavljal biti v podeželju, ne, da zdaj pa ja. ja, ja. In tudi sam sem več časa na podeželju zdaj, od covida naprej, tako da in res vidim, ja, priložnosti in pač tudi nevarnosti, kako bi pol, če pa to res, Ja. saj je pa do tega, ne, da je spet ta reverse efekt, ne, da pa spet pride do negativnega. Ampak ne, se mi zdi, da imamo še toliko neizkoriščenega tule v Sloveniji, kar se tiče podeželja, nenormalno, no, že. Se strinjam. Ja. Glej, kam se je Bine Volčič preselil? V neko vas Motovilci gor na Goričko, ne? In tam razvija nek čisto svojevrsten koncept kulinarike pa gostinstva, ne. A to je to, rabiš take močne podjetne ljudi, rabiš na podeželju, ne, na takih krajih, tako kot je ta, pa Kodila recimo, ne. To so taki, ki pol premikajo meje in pol mogoče taki tudi inspirirajo pol druge, ne, ker če ni takega enega premikača, pol težko, da bo, to je verižna, ne, reakcija pol, če nekdo nekaj začne delati, nekdo drug, bo sosed videl, okej, možno je, dajmo še mi, tako da je zelo pomembno, da dobimo malo te podjetniške mentalitete na podeželju. Pa tudi, a veš, v mestu, glede na to, da se dražijo nepremičnine v nebo in si, ne vem, običajen človek sploh ne more privoščiti nič v mestu, kar se tiče nepremičnin, se mi zdi, da lažje začneš podjetniški model na podeželju. Res, da imaš manj kritične mase pa to, ne, veš, da nimaš take količine ljudi, ki se ti tam obrača, ampak se mi pa zdi totalno neizkoriščena priložnost, no, to. Oziroma ne, platforma, kjer imaš izzive in priložnosti zdaj v bistvu, ne, na teh prostorih zagnati nekaj, kar ti je lahko kul. Ja. Ne, so priložnosti, zato ker tudi pol itak lahko kombinira s kakimi drugimi stvarmi, ne, pa lahko se nekdo, ki dela na daljavo, se preseli na podeželje, pa malo dela na daljavo, zraven se še, ne vem, ali s kmetijstvom ali pa s turizmom, tako da pač itak moraš, saj redko kdo se zanaša samo na en vir prihodkov, ne, tudi tisti, ki kmetijo, prodaja itak zraven tudi ali vino ali salame ali sir, pa zraven pol še turizem, ne. To je dopolnilna dejavnost, ne, saj. Glej, tak vir je vas Robidišče, mislim, na ta način živi vas Robidišče, ne, najbolj zahodna slovenska vas, kjer ima Šalehar svoj bike center, pa Staša, njo pa moraš enkrat tudi intervjuvati, super modelka. Ona z možem, ki je pa direktor razvojne agencije, oživljata tisto vas, ne vem, že 20 let, ne vem, ne, ker mož je iz tistega konca, mislim, da so iz te vasi ali kako, nekaj takega, in mene ta vasica en lep primer, no, kako se tudi skozi ta način razvija. In tam živi ena Nemka, ki sicer dela za Desigual v Barceloni
in je digitalni nomad iz Robidišča. Pol je en par iz San Francisca gor, ne vem, kaj počneta, ampak, vrhunsko. To okej. je pa moraš iti oziroma ena zgodba ali pa nekaj narediš tam. Tam je the best. Okej, okej, to pa je zanimivo vedeti, ne, ker dejansko nisem zasledil nobenega še tako, da bi bil ta digitalni nomad in živel nekje v Sloveniji na podeželju, ne, ker To itak je pač, kako To boš ti je to, izvedel, stari. Ja. tako da Pa to je veš kaj, super. Robidišče je bil učbeniški primer izseljevanja vasi. V Mm, eni sami noči leta 48, v eni sami noči, stari, cela vas je šla. Ne vem, koliko ljudi, preko 100. V eni noči. Vse, kar so imeli, so vzeli in pustili, ne vem, še na mizi obroke, posode na štedilnikih in šli. Šli v Italijo, šli v Španijo, ma ne vem kam. Mislim, zgodba vasi je totalno emotivno močna, mene zmeraj znova se dotakne. In pol je par unih ostalo in mislim, da je Rudi še zadnji prebivalec ali še par jih, ke tam še živijo in so stalni. Gor imaš mm, pa to modelko, ki je digitalna nomadka, no. Nemka, ja, dela za Desigual, na primer. hm, zanimivo. Ja, okej, take Ja, zgodbe je treba dati ven, ja, da se vidi spet, da to je možno, ne. ja. Ja, okej, super. Zato ti rečem, da je turizem ful nekaj živega in ful nekaj dinamičnega. Um, ne vem, turizem je lahko dober posel, ne. Mm. Posel in življenjski stil. Ja, valjda, ke te ful bogati. Mogoče Ja, ne s številko na TR-ju, ampak z vsemi drugimi. A veš, kar je dosti si več odneseš s sabo, ne. Bogatijo te stiki z ljudmi, pa dober vibe in tako naprej, ne. ja, dostikrat je turizem v bistvu samo ta lifestyle biznis, ne, pač. Ker je res, mislim, to itak prodajaš to, kar živiš, ne, sploh če si tako primer lani, ko smo bili v Grčiji v tistem kampu z Dejanom, ne, na Lerosu, mislim, ta tip, lastnik kampa, to je lifestyle biznis, ne. To ti greš tja zaradi njega, ne. Mislim, itak je lepo, ampak ti, ko si tam, pa ko vidiš njega, pa kak je on, mislim, tja res moramo iti skupaj, ker je res tak, njega bi mogla posneti, ker je res tak posebnež in, to je to, to je njegov lifestyle, on je tam v kampu cel dan, živi za to in ti tam vidiš njegovo življenje pač iz prve roke, ne. Uh, tako da, ja, Ja, posebna industrija, tako. um, turizem je čakaj, kako vsa naša življenja postajajo izložba turizma, ne. Hm, Ja, wao, ta je pa močna. ja, jo prodajam že par let sama sebi. Mhm. Ne, tako res, ke greš v kako vas, ne, pa se vrneš nazaj, pa vidiš, da se stvari spreminjajo in da nekaj, kar so oni živeli, zdaj postaja izložba turizma. Štekaš. Neke To navade, ki smo jih imeli v otroštvu, se zdaj prodajajo kot neki luksuz ali pa ne vem, karkoli, ne, kot izložba turizma. to bom pa še kdaj uporabil. To moram malo razmisliti zdaj o tej. Dobro, Ja. dobro. Ja, kaj pa, kaj se ti zdi, ko itak sva govorila o teh skritih kotičkih pa kaj, ne, v Sloveniji, kateri so taki, ki se ti zdi, da mogoče, a veš, ker nekje pa tudi ni dobro, da pa zdaj spravimo turizem ali pa si mogoče ti lokalci ne želijo, da postane izložba, ne. Tistih morava molčati. Kako? Morava molčati o teh prostorih. Ja, saj ne preveč. Mislim, tako ali pa kako ja ti, ko si pač skozi oddajo, a je ratalo tako, da pa zdaj je pa ful povpraševanja, pa da je ful ljudi zdaj zaradi tega šlo tja, pa kako se ti ob tem, kako gledaš na to? A veš, da res, za par oddaj so mi pa rekli in sem se dobro počutila ob tem. En tak primer je bila vasica Pedrovo, Mm, grad Richenberg, tam, ke imajo ono kolonijo netopirjev, mislim, da največjo v Sloveniji. a sir, Gor gor, ja, ja, in gor je pa vas Pedrovo in je meni čudovita vasica. Imaš, sire ponujajo tam, pa oni kmečki turizem, pa, likovna galerija je tam čudovita, pa ena pisateljica živi. Tako, svet v malem, zastopaš, pot nikamor ne vodi. In po naši oddaji so imeli kar gužvo tam, ne. Zdaj ne vem, ali je to všeč domačinom ali ne. Drugo pa se pa spomnim še en primer, no, pa je tudi ta je pa tudi dobra zgodba. Ena punca ob,
čakaj, kje je to, okolici Cerkniškega jezera je zagnala svojo družinsko hišo, ki je bila včasih gostilna in potlej ni bila več in je zdaj zopet znova, oživila ta prostor kot gostilno za vikende, na primer. In tam domačini zopet znova kartajo, sicer so prinešeni, ampak so lokalci, no, ke so včasih dejansko kartali noter in pili, ne. Zdaj pač pride za potrebe turistov tam. In jim ona v staro oblečeno skuha na ta pravem šporhetu, speče ta pravi kruh, se pravi, da ni potvarjena resničnost, no. In po naši oddaji so imeli pa tam res gužvo, so menda čakali v vrsti. Ampak to je pa veš, spet ta punca je pa spet primer ene dobre podjetniške ideje, ne. Mm. No, vidiš, Pa samo to še je bilo pozitivno. Ja, pa še 2 punci sta primer dobre podjetniške ideje, ke smo jih tudi kot komisija nagradili z znakom, Slovenia Unique Experiences, ta edinstvena doživetja Slovenije. Sta pa v Gornjem Gradu in sta iz zelišč naredile vrhunski posel. Sta pa obe perfekcionistke, in sta oživile, benediktinske vrtove, okrog te, katedrale v Gornjem Gradu, zeliščarno, totalno seksi si uredile. Samo zdaj jih je prizadela poplava in zdaj mislim, da zbirata prek crowdfundinga pač sredstva za obnovo. Sta pa naredile dober posel v turizmu, totalno. Okej. Ja, iz Ne. zelo naravnih stvari. Ja, ja, ja. Sta bile pa same toliko verjele v to in tudi perfekcionistke sta bile, tako da so sfurale to, no. In to sredi ničesar. Mislim, sredi enega kraja, ke ni prva izbira turistov, ne, ampak pot naprej, če greš proti Lučam, Logarski dolini in tako naprej. Več takih, več takih. Ja, ja, valjda. Ja. Me pa malo skrbi, no, kako bo zaradi teh poplav s temi, kraji, no. Sem zdaj v Velenju govorila, Logarska dolina je dostopna čez Jezersko pa čez Avstrijo. Ne vem, kdaj bodo tiste ceste, a veš, kdaj bodo s svetom povezane, isto s Črno. Kaj to pomeni za turizem? Kaj pomeni za vse ponudnike, a ne? Ja, škoda res, ker glih se je po covidu se ta let se je res vse lepo že zagnalo in Ja, zdaj to. ja, Tako da kar velika škoda. ja. Mislim, smo se javljali s Črne na Koroškem. Eno je, ke vidiš prek televizije in je grozno. V živo je 10-krat hujše. In bili smo na začetku tam in smo šli čez neki prelaz, da smo v Črno prišli in prvič misliš, saj ni nič, ne, in pol prideš pa do table in za tablo je dobesedno apokalipsa. Kupi gramoza, kamenja, ceste sploh ni več, po nekih poteh, ki to niso, vozijo vojaški, napol oklepniki, pol oni tovornjaki, po zraku je šel helikopter, ki je nesel tovornjak z bagrom noter. Mislim, apokalipsa, res, te prav srce zaboli, no, res. Zdaj verjamem, da so že malo sanirali, sicer grozijo plazovi in tako naprej, ampak res. Na primer poplave so Črno vrnile za 30 let nazaj. Wao. Ja. Noben si ni predstavljal, da se bo to zgodilo. In se sprašujem, kak krizni marketing vklopiti ob tako velikih naravnih katastrofah. Kako komunicirati turizem, ne? Ja, mene je Mislim, veliko prijateljev vprašalo, pa tudi, neki turisti, s katerimi sem bil v kontaktu, tako, a je varno priti, tako res so spraševali, ne, vsi tudi tukaj, kjer oddajamo gostom, a je dobro priti ali tako. Tako da res je, itak je povsod, ne, po novicah, tako da vsi vidijo in valjda te zaskrbi, ne, ker misliš pač, to je zdaj konec. Tako da, ja, tule zdaj je komunikacija najpomembnejša. Ja. Ne vem, mogoče kombinirati neke počitnice, ki sicer so to v narekovajih, z neke vrste udarniškim delom, ne. A veš, da je to tvoj benefit, da ja, greš tja, pustiš neki denar enemu ponudniku in hkrati, ne vem, žrtvuješ pol dneva, da greš nekaj pomagat, ne vem. A veš, da si na ta način koristen turist. Ne vem. Ja, no, to je super. Saj to mislim, da so imeli, ko je bil požar, ne, na Krasu, da je bilo nekaj takega, mislim, to bolj zasaditi drevesa, pa Ni take, drevesa, tako, ja. ja. Ja, Tako ne. da ja, bi mogli, zdaj nisem še videl nobenega tako, okej, med nami, ja, spodbujanja, ampak med Slovenci, ampak tako za tujce pa bi bilo super, ja. Ja, ja. Mislim, je res velika škoda za te kraje, no, mislim. Mi gremo v ponedeljek pucat Mozirski gaj z društvom novinarjev,
pač pomagati saditi, ne vem, kar bodo rabili, no. Bomo videli. Upajmo na čim hitrejše okrevanje. Ja, ja. Dobro, mislim, da smo bila že kar mene je tole minilo čisto, res, kot da bi par minut govorila v bistvu, ampak, zdaj za na konec, zdaj, ker je ta oddaja, večinoma se pogovarjamo o nekih tujih krajih, ne, pač o popotniških zgodbah iz tujine. Kaj bi mogoče za konec rekla vsem popotnikom, ki mogoče se niso toliko fokusirali na Slovenijo, ali pa tistim, ki hočejo bolj raziskati, kaj bi jim sporočila? Sporočila bi jim, da velik si toliko, kolikor ceniš lokalno. Zato naj vas ne bo, ne imejte predsodkov raziskovati Slovenijo. Super zgodbe ležijo pred vašim domačim pragom, ne. Glejte oddaje Najlepše in mogoče boste dobili tudi kak namig, ne. Drugače so pa super zgodbe povsod okrog nas, no, res, ne. Samo, odprtih oči moraš hoditi, še najmanj jih je tam, v najbolj, razglašenih turističnih krajih, ne. Malo ven je treba zaiti, no. Se pogovarjati s kom, kaj koga vprašati, no, saj se ti ljudje pol hitro odprejo, no, če si tudi ti s to energijo prideš, ne. Ja, dobro, bolj se poglobiti, se pravi, kamorkoli gremo. Ja, ja, ja. A veš, ni Amerika samo zunaj, pogosto imamo mi boljšo Ameriko doma, ne. Dober nasvet, tudi zame. Če pa hodite v gore, pa ne, to pa zdaj Planinska zveza in tako, skozi opozarja, no, da preveč lahkotno mogoče, promoviramo naše gore in visokogorje. Veš, vsak misli to, kot da bi šel na Rožnik, ne, v Ljubljani. In pol hodijo na tikačih, ono, tretje. Ti moraš ta primer povedati. Smo šli zadnjič ocenjevati en produkt na Jezersko, soljenje ovc z Drejcem Krničarjem na Češki koči. In se spuščamo nazaj in se pripravljamo k nevihti, ne. In srečamo ene 3 ljudi, od tega je bil oče z majhnim otrokom, 3-letnim, na hrbtniku, in ga Drejc vpraša: "Kam pa greste?" Tako on, tako, češ, kaj te briga in kaj me sprašuješ, ne. In on pravi: "Gospod, mogoče vas bom čez pol ure že reševal, zato vas sprašujem, ne." A veš, tako, kaj me sploh ti sprašuješ, saj grem gor po Češki koči, ne. In ta drugi tujec je bil tudi tako vehementen, mislim, odnos ljudi se mi je zdel precej nevljuden, moram reči. In da pol naši gorski reševalci tvegajo svoje življenje in vse nekaj brezplačno, da rešujejo res bedake, ki grejo popolnoma neodgovorno ob čudnih urah v visokogorje in sredogorje, mislim, o moj bog, to je treba regulirati nekako, no. Ja, Ne. to se pa čisto strinjam, mislim, to mi je ena stvar, ki mi res ni všeč, ker Ja, je ja. Instagram naredil to, se mi zdi, no, da pač je to zdaj, se gre gor zaradi slike, zaradi slikati štrukljar, karkoli, in je zdaj pač to ratalo dostopno za vse, tako pač, ker se vidi to, ne, ker je povsod in zdaj jaz Izgubljajo aplikacijo, hodijo in pol valjda zaidejo nekam in pol, halo, a veš, gorska reševalna, a bejž, pa še z Googlom priti nazaj pol, ne. Ja, tako nekih brez spoštovanja do gore pa teh lokacij, tako pač zelo, kot da bi bili v mestu, no. Točno tako, no, ne. Kar sem še priča o tem, kako zelo smo odtujeni do narave. Ja, to pa. Zato ti govorim, da je posel na podeželju, kar se turizma tiče, top. Samo da se zbližamo z naravo, pa vemo, Ja. kako jo izkoristiti. Tako. Evo, super, meni je bil super pogovor, Marjana, spet, tako da Ja. Enako, enako. Zmeraj je fajn klepetati s tabo, no. ja, enako, res. Tako da se že veselim dogodka oktobra, Tako, in tako, nadaljnjih projektov in zadev. tako. Super, super, se tudi jaz veselim, no. Več povezovanja Društva turističnih novinarjev z vami, s študenti, s turistiko in tako naprej, res. Saj pravim, v turizmu je povezovanje ključ do uspeha, ne. Ja, se strinjam. Tako da ja, hvala, Marjana, hvala tudi vsem, ki ste poslušali epizodo in, se vidimo v naslednji. Tako. Živijo. Čao. Čao.